Danes so na vrsti hashtagi. To je še en pomemben del Instagrama, in sicer preko hashtagov nas lahko najdejo novi sledilci in pa novi uporabniki, torej Instagrama. V osnovi nekako lahko hashtage delimo na 3 različne vrste hashtagov, in sicer to so ključne besede, ki so povezani z našim biznisom, z našim celotno Instagram pojavnostjo. Gre za ključne besede, preko katerih bi nekdo prišel na naš Instagram, nas bi torej poiskal. Potem so vsebinski. Vsebinski so pa potem vezani na posamezno objavo. Torej na fotko, ki jo objavimo, in na vsebino, ki jo napišemo. Potem pa imamo še lokacijske hashtage, ki so pa vezani na lokacijo, kje se nahajamo, oziroma na lokacijo, komu služimo. Kaj mislim s tem, je, da zdaj, če imamo neko fizično lokacijo, na primer trgovino, bar ali kaj podobnega, potem so ti lokacijski hashtagi vezani na to lokacijo, kjer se nahajamo. Kar ne pomeni, da so vezani samo na kraj, ampak so lahko vezani na tudi, ne vem, če je zraven nekaj večji kino ali kaj takega, potem lahko vključimo kot lokacijski hashtag tudi to kino. Zdaj, če smo prisotni pa online, potem pa je lahko ta lokacijski hashtag nekoliko večji. Recimo, da pokriva Slovenijo, je lahko ta hashtag Slovenija. Zdaj, katere hashtage uporabiti in katere ne, je treba narediti malo raziskave, nekako v osnovno. Vodilo pa je, da naj ne bodo hashtagi večji od 200 000 objav. To pomeni, da torej tisti ogromni hashtagi, ki so zelo pogosto uporabljeni, imajo torej pod tistim hashtagom tudi ogromno objav. Kar pomeni, da če ga uporabimo tudi mi, se bo naša vsebina oziroma objava pokazala za minimalno, mogoče za sekundo ali pa niti to ne, potem pa bo v bistvu se scrollala navzdol in sploh ne bo več vidna. Zato je fajn, da uporabimo primerne hashtage glede na to, kakšna velikost je našega Instagrama.